Gemini prihaja v Google Home. Zakaj je to verjetno ena izmed najpomembnejših announcementov, ki smo ga videli v zadnjem času o umetni inteligenci? Zato, ker jezikovni modeli končno prihajajo v uporabniške rešitve ali pa v naprave, ki jih uporabljajo milijoni praktično vsak dan doma. Ta announcement je bil narejen včeraj. Piše, da bo v naslednjih 24 urah Gemini releasan na vse ali pa na večino Google Home naprav in bo na takšen način lahko uporabljan. Gemini je končno eden izmed boljših modelov ali pa najboljši model, ki obstaja in bo verjetno celo delal. Zdaj, to ni prva unikatna taka stvar, Tesla že imajo Groka noter, še kakšne druge naprave. Ne vem, kaj je z iPhone. Jaz sem iPhone, pa imam na njem Alexo. iPhone-ova Alexa ne dela z AI-jem, ali? Po moje ne. Pač še vedno je bedna. In končno bo ta stvar verjetno tudi delala. Zdaj bomo videli, kako bo delala v slovenščini. Gemini ima še vedno določene omejitve pri tem, v katerih jezikih deluje. Drugi problem Geminija je, in verjetno tudi tega, je, kako bo Google obravnaval osebne podatke, zato ker tudi v klasičnem Geminiju ima s tem malo težave, ampak vse to bomo seveda videli, kaj točno se bo zgodilo, ko stvari vidimo. Povej mi, ali imaš kako Google Home napravo doma? Mi imamo po moje 4, ki jih redno uporabljamo. Otroci si muziko nastavljajo, glasba je glavna stvar, za katero jo praktično uporabljamo. Poleg tega pa imamo tudi nekaj pametnih naprav, ki se na njega povezujejo. Tako da v resnici je to, da nekako so že del stvari, s katerimi vsakodnevno interagiramo, in to, da bi v njih delal Gemini, pa lahko bil pameten v stvareh, se sliši zelo super stvar.